Dobrodošli, dragi moji, v Soul Room Show. Danes smo pa spet v živo in spet v Sloveniji. Kako ste? Kako kaj v teh dnevih? Bi rada, da mi kaj napišete, da napišete tudi, kako kaj v teh dnevih zadnjih čutite tole, če temu rečem energijo, ki je v zraku, ali se vam kaj takega posebnega dogaja, ali vam je vse ok, ali je kaj posebnega. Moja oddaja je namenjena, dragi moji, vam, da bi skozi to, ker se pogovarjamo, dobili odgovore, ki jih mogoče iščete znotraj sebe. Danes imam za vas eno vprašanje. Ali ste ob tem, ko ste prebirali na tone knjig, nekateri od vas sigurno, dobili odgovore, ki ste jih iskali? A so vas te knjige, kot so namenjene neki osebni rasti, ki je tega res v obilici, v tem, kar je od znotraj vas ena lakota po nečem, a so vas nasitile? A so vam dale to globino? In če so vam, katere knjige so bile to? To me zanima. Oziroma, kaj v življenju ste doživeli, kar je res bilo tisto, kar rečete, evo, to mi je pa bila ena izkušnja, neka posebnost, kar me je spremenila, kar je res močno vplivalo na mene. To me zanima zato, ker ogromno ljudi, ki prihaja k meni, so šli čez različne delavnice, čez ne vem kakšne terapije, čez ne vem kakšne stvari, so že vse iskali te odgovore in tudi pomoč, ampak mnogo od njih ni našlo tega, kar so iskali. Jaz se ukvarjam s tem vprašanjem, kaj je tisto, kar res iščemo. Ampak s tem vprašanjem se ne ukvarjam zdaj, ukvarjam se že od malega. Ker me je zanimalo, ker sem iz sebe izhajala, kaj v bistvu jaz iščem. Kaj iščem, ker me nobena knjiga, dejansko tudi seveda tista, ki sem jo imela na razpolago, ni nahranila. Kaj hočem dobiti? Katere odgovore torej jaz iščem že od malega? In danes vem, da to so bili čist drugi nivoji, če bi temu tako rekla, ali druge stvari, kar zanimajo povprečne ljudi. In mogoče ste tudi vi med temi, ki vas to, kar vam okolica lahko razloži, kar vam okolica lahko pove, ali pa šole, ali pa knjige, ne more v resnici od znotraj potolažiti, ali vas nekako tudi razbremeniti, ali pa vas tudi na nek način nečesa naučiti, kar zares rabite. Ker če sama gledam svojo pot za nazaj, je bilo to točno tako, jaz nisem nič našla. Samo tako, pikice, ki so se mi na trenutke kje zgodile, kakšni utrinki, kakšni knjigi, mogoče našla kakšen stavek. Ampak načeloma se mi ni zdelo, da sem karkoli od tega, kar sem dobila jaz na svoji poti, da mi kaj od tega ne bi bilo nekje iz globin znanega. In po tolikih letih lahko rečem, da je moj videnje, da duhovi, to se pravi v tem, kar jaz govorim na naših oddajah, esence, imamo v sebi to univerzalno znanje. In nosimo v sebi tudi izvorno resnico in nosimo neke, bom rekla, druge čute, kot pa so za vsakodnevno življenje potrebni. Nažalost so te čuti, ki so za nas normalni, za svet ne tako običajni ali pa sploh neobičajni. Mi pa velikokrat mislimo, da so isti ljudje okrog nas. Ljudi sodimo po sebi, ocenjujemo jih po tem, kakšni smo mi.
In mogoče se tudi vam zgodil velikokrat, da ste izpadli naivno, ker ljudje pač niso v redu, ne? Niso. Velika večina ljudi ni v redu. To je ta izjava, ki so nekateri pol tako, kako da niso v redu. Ja, niso. Kaj pa zame pomeni v redu? Zame pomeni v redu nekdo, ki ima tukaj noter eno globino. Kaj pa ta globina čist, če temu rečemo po kmečko? Ta globina je, da je človek iskren, da govori resnico, da je v nekem smislu transparenten, ne da nekaj reče, naredi nekaj drugega, ne da v bistvu obljublja nekaj, potem pa tega ne izpolni, ne da v bistvu sedi rožico, kot bi rekli po domač, potem pa se izkaže, da so v ozadju slabi nameni. Jaz sem dolgo časa rabila, da sem dojela, da so ljudje res slabonamerni. Jaz še zdaj težko to verjamem, ne glede na res zahtevne izkušnje, ko so ljudje res namensko delali slabo, škodovali. In ker sem sama to doživela na lastni koži, ne govorim to iz teorije, ampak res govorim iz izkušenj, je res majhen procent ljudi, na katere se lahko zaneseš. In majhen procent ljudi, ki lahko rečeš, da imajo dejansko neki noter, zaradi katerega lahko rečem, da imajo večje vrednote, ali pa imajo vest. In ker smo bom rekla, mogoče bolj v enem takem kaotičnem svetu, ko vsak več ali manj gleda na sebe in na to, kaj bo on dobil, mogoče tudi, če smo v nekom odnosu, kaj bo dobil od nas. Je dostikrat tako, da mi, verjamem, da vas je tudi tukaj, ko gledate z mano, dosti takih oddajo, razmišljamo drugače. Da v bistvu dajemo človeka na prvo mesto, drugega, ne sebe. Da imamo vse kakšno empatijo, da stvari zaznavamo, da stvari čutimo, da imamo neke senzore, o tem sem prej rekla, ko sem nekaj v čutih, zaradi katerih so na mene stvari preprosto jasne, da so. To pomeni, nam so jasne, tem, ki imamo te čute, ne, te, ki imamo te senzorje, ne da so nam v razumu jasne, pa kot znotraj. Ampak kaj se zgodi, ker večina ljudi tega ne razmišlja podobno, ocenimo, da je z nami nekaj narobe. In zgodi se, da si potem, zaradi tega, ker velikokrat izpademo, da smo sami v nečem, kar mislimo, naredimo zaključek, da torej vsi ostali so ok. In dostikrat se zgodi, da se podredimo. In si potem izberemo v življenju velika tudi opinion makerje. Oziroma konkretno ljudi, katerim mnenje dajemo, njihovo mnenje o nas, smatramo, da je verodostojno. In ko postavimo svoje opinion makerje, oziroma jih imamo v svojem življenju, torej tiste, ki jim toliko verjamemo, ki jim toliko zaupamo, ki toliko mislimo, da so dobri in da so in sploh, tistim tudi pustimo, da nas vodijo. In vodijo nas na zelo prefinjene načine. Ker te opinion makerji ni nujno, da so idealni. Ponavadi to sploh ni s tem povezan. Povezan je s tem, da imamo neko čustveno, emocionalno vez, ki je največkrat seveda nezdrava vez. Kar pomeni, da smo nekoga postavili na nek pedestal, ker mogoče smo rabili nek lik v svojem življenju kot očeta, kot nekoga, ki nam bi bil kot steber. Ampak največkrat so te opinion makerji ljudje, ki niso nekako v takem zdravem pomenu naše podpore in stebri, kot smo mi mislili, ampak z nami potem ravno zato, ker smo jim preveč dali mesta v svojem življenju na enih nivojih, začnejo manipulirati. In kaj se zgodi? Ogromno teh manipulacij se dogaja, brez da bi mi to lahko fizično videli. Ampak dogaja se pa tako, da mi v sebi
Ne, da bi dobili boljše mnenje o sebi, ne, da bi dobili boljšo vrednost, lih kontra. Začenjamo počasi razmišljati, tako kot ostali mislijo. Začenjamo počasi čutiti, tako kot ostali hočejo, da čutimo. In ker so te manipulacije tako pretkane, in ker je ogromno ljudi, ki to dejansko zlorablja, da imajo neko našo, če temu rečem, mesto, ki ga jim damo, ker so torej pomembni v našem življenju, se dogaja, da počasi izgubljamo sebe. In zato moramo spoznati, zavedati se moramo, da vsakmu, ki smo dali moč nad sabo, vsakmu, ki smo dali ljubezen, vsakmu, ki smo dali neko vrednost, smo dali del sebe. In če imamo takih ljudi v svojem življenju veliko, kje smo zdaj mi? Če smo temu dali ljubezen, ker smo verjeli, da je on naša ljubezen. Temu smo dali vrednost, ker smo verjeli, da je on pameten in ima vse prav in ne vem kaj. Temu smo dali, tega smo sprašvali, kaj si misliš o tem in kaj je to zate. Skratka, smo dali veliko na njegovo mnenje. Kaj, če smo vsem tem ljudem počasi dali svoje bisere in ne, da bi mi vedeli, mi počasi v sebi zgubljamo ali pa smo zgubljali vrednost, ljubezen, mogoče celo dostojanstvo. In smo postali, brez da bi to hoteli, odvisni od tega, kaj bojo drugi. Kako nas bojo drugi gledali, kako nas bojo drugi ocenjevali, kako nam bojo pokazali mogoče neko pozornost ali nam jo dali. In smo na podlagi tega, kar so ti drugi, naredili o sebi lastno podobo. In kakšna je zdaj ta naša lastna podoba? Ja, tako, da se ne upamo postaviti zase. Tako, da ne upamo reči dovolj. Tako, da prenašamo stvari, ki ni prav, da jih prenašamo. Tako, da v bistvu nimamo energije, dostikrat, da bi rekli, takole se ti z mano ne boš obnašal. Tega ti ne dovolim. Zaradi tega, ker smo razdali torej te naše bisere, mislimo, da moramo potrpeti vse. Nekoga, ki se obnaša neprimerno, ker je non-stop užaljen, ker ima non-stop dolg nos po domače, ker je kolerik, ker se znese nad mano, ker mu nekaj ne gre, ker mu nekaj ni všeč, ker hoče imeti vse tako, kot si je zamislil. Tako kot je zadnjič ena gospa, ki je prišla k meni rekla, jaz se nič ne upam pred mojem. On hoče, da je zjutraj zajtrk točno tak pa tak, ob 12. kosil točno tak pa tak in zvečer tako pa tako. Vse mora biti točno ob določenih urah. In Bog ne daj, da me točno takrat ni. In ona je prepričana, da mora to potrpeti, ker je to trpela že njena mama. Ampak ona ne upa nikamor iti v življenju, zato ker on, ki je pač škoda, da moram uporabiti tukaj besedo mož, ker ni do tega upravičen, hoče, da ga streže. Da dejansko dela to, kar njemu paše in ni pripravljen na nobene spremembe, na nobene izboljšave, ampak zgolj tako, kot je bil navajen. Kaj te ljudje povzročajo v našem življenju, se kdaj vprašate? Ki se niso pripravljeni spremeniti, ki niso pripravljeni iti v korak s časom, ampak v bistvu zaradi svoje, mogoče tudi nezadovoljstva, začnejo maltretirati ljudi okrog sebe. A jih mi upravičujemo in rečemo, tako kot je ta gospa rekla, ja, veš, je imel toliko težko otroštvo. Kaj sem jaz rekla? Kaj pa vi? A vi niste imela težko otroštvo? Ja, ampak on je drugač. Ne, ni drugač. Če sta se dva najdla iz težkih razmer v svojem otroštvu, pa od tega je en v nekem pomenu ves čas krotek in ponovadi je to seveda ženska, dobro, so tudi izjeme. In po drugi strani nekdo, ki na nek način ves čas daje vedeti, da on je pač dosti pretrpel in zaradi tega se lahko obnaša, kakor se hoče.
In kaj narediti v tem primeru? Vidite, to so pa tisti odgovori, ki jih pa te knjige, literature, ki jih imamo danes na razpolago, ne bodo odgovarjali. Ali pa mogoče tam nekje. Ne pa tako zelo direktno, da je treba v bistvu vzeti energijo nazaj, tam, ko smo jo dali. Da je treba v bistvu potegniti nazaj našo moč. Da je treba reči, ne, mojo moč vračam sam v sebi. Ljubezen vračam sam v sebi. In mojo lastno vrednost vračam sam v sebi. In vsem tem, ki sem jim dajal mesto v svojem življenju, odvzemam to. Vidite, to so stvari, ki mene nagovarjajo, da delim te izkušnje z vami. Ker se te stvari nikjer ne zapisujejo, oziroma je dovoljeno, dopuščeno je, da imamo diktatore okrog sebe, da ne govorim od seveda tistih, ki o nas odločajo, in seveda do tistih, katerim smo dali to možnost, da o nas odločajo in da nam kreirajo v nekem primeru in pomenu tudi usodo. Zato spodbujam vse vas, ki se znajdete v takih situacijah, da se vprašate, kdo upravlja z vami. Kdo vodi vaše življenje? A imate mogoče vi gospodarje, pa seveda ne veste, da so to gospodarji. Ampak nekaj vam povem, so določeni ljudje, ki so zaradi tega, ker imajo pač, če temu rečem, dušo tako, enostavno zavojevalci. In kaj te zavojevalci delajo? Ko se pojavijo kjerkoli, dajo ti vedeti, to, kar jaz mislim, to, kar jaz govorim, je resnica, vse ostalo ni. In dajejo za svojim ponavadi vedenjem, ker lahko je čist brez besed. Lahko je sama energija vedeti, da ti nisi nič vreden. Če sigurno imate izkušnje s takimi ljudmi, ki so lahko v vaši okolici, poglejte to ozadje. In ne se več tega bati, ker zavojevalska energija ljudi, ki jih je ogromno okrog nas, te podredi, brez da karkoli naredijo. Ker tisti, ki nima zgrajene lastne samopodobe, takih je pa malo, predvsem tistih, ki imajo, seveda, govorimo o esenci, ki imajo esenco, je malo, ki so samozavestni, ki imajo lastno podobo, zato ker imajo preprosto premehko dušo. Imate pa seveda drug tip ljudi, ki se stalno počutijo v krivici in vsem razglašajo, kako so se njim take in take stvari naredile. In tisti, ki delajo največje sranje, prostite izrazu, tisti, ki res se znašajo, tisti, ki res maltretirajo, ki manipulirajo, ki so, ne vem, narcisoidne motnje in podobno, tisti imajo sebe za žrtve. Oni razglašajo, tam me je uničila, tam me je uničil, to je vse tak in tak, oni so odlični, mnogi od njih so odlični igralci. In znajo sebe tako pokazati pred svetom, kako so oni res okej. Ampak tista, na primer, moški med sabo, ampak tale žena pa to, ne. To je pa tako, skratka, ogromno. Vse se tudi obratno dogaja, ne mislim, da sem zdaj na strani kogarkoli. Ampak dejstvo je, da ravno tisti, ki imajo največ probleme s krivico, dostikrat delajo krivico. In tisti, ki imajo največ problema, koliko so oni bogi in koliko so oni in sploh, dostikrat drugim res delajo stvari, ki niso okej. Ampak mi se premalo, ne v medijih, nikjer ni to oznanjeno, kaj ni v redu. Ni v redu ogromen stvari. Ni v redu to, da se v današnjem času otroci obnašajo do svojih staršev kot tirani in da se praktično starši bojijo svojih otrok. In ni v redu, da se kdorkoli koga boji. Včasih so se ženske nasplošno bolj bale teh odnosov, zdaj se tudi upajo postaviti zase in se po velikokrat zgodi, da je čisto kontra, da tudi so preveč intenzivne v svojem izražanju mnenja. Ampak še vedno je vprašanje, kako se tukaj not počutimo. In kaj povzroča, da se tukaj not počutimo slabo, da nas tukaj noter, ne vem, tišči. A je možno, in to so za vas vprašanja, da neka nevidna sila, ki je mogoče v vaši hiši, da drži dobesedno diktaturo nad nami. Zato pravim, da ni pomembno, kaj nekdo govori. Važno je, kakšna energija je za njim.
In ne pogovarjamo se v tem pomenu, skoraj nikjer, razen res tisti, ki vejo, zakaj se grejo, da smo si toliko različni, da eni preprosto nimajo svoje vesti in zato se jim vse zdi, a bojo vas poteptali ko mravelco. In dragi moji, če se čutite, da ste tudi vi eden izmed tistih, ki ste mislili, da morate vse potrpeti, da morate v bistvu vse kimati zaradi ljubega miru in zato, ker je pač tako. Ne, ni tako. Zbudite se. Vstanite suženjstvo zakleti. Vstanite po celem svetu tisti, ki ste verjeli, da je to normalno, ker ni normalno, ker mi, ki dejansko smo doživljali te travmatske izkušnje, to je določen, kdo je travmo doživljal, to mi verjemite, ker to raziskujem. In niso vsi traumatizirani, in niso šli vsi čez težke izkušnje, in niso šli vsi čez neke kalvarije. In to je samo določen tip ljudi, ki je šel čez te kalvarije, to življenje, prejšnje življenje in doživljajo take in drugačne težke stvari. Določeni pa ne, vidite, jaz raziskujem, zakaj te ne. Zakaj se enim nič ne zgodi, zakaj ni nič načutijo? Ja, zato, ker so, oprostite, roboti. Zato, ker oni pač samo program živijo, ker nimajo vesti, ker nimajo duše. Zato so moje oddaje namenjene tistim, ki imate tukaj noter srce, ki imate tukaj noter ljubezen, ki tukaj noter čutite, da ni vaše kraljestvo od tega sveta, tako kot je rekel Jezus. In zato, ker govorim resnico, ker z vami delim to, kar sem, ker z vami govorim tako, kot da ste moji prijatelji, pa čeprav vas ne poznam. Zato, ker mi ni vseeno za svet, ker mi ni vseeno za človeštvo, ker mi ni vseeno za Slovenijo, ker mi ni vseeno za to, kar se dogaja. Nisem ena izmed tistih, ki rečem, ja, nič ne moram narediti. Jaz do zadnjega diha bom delala to, ker sem poslanstvo, ker vem, kakšno poslanstvo imam. In ne glede na to, da mi marsikdo od teh zunanjih rekel, veliko, pa kaj to, kako da lahko to, ja, to sem jaz. Razdajam se, res je. In dajem to, kar jaz verjamem, da je bistvo našega življenja in to je ljubezen. In imamo krilje, res je, za ljudi, ki se nikoli ne bi sicer postavili, ker niso imeli nikoli v življenju nobenega, ki bi v njih verjel. In zato nisem New Age. Ne, nisem. Ker poznam, kaj ta New Age je. Jaz sem človek, ki lahko zase rečem, da imam srce. In zato imam tudi probleme, ne misliti. Zato, ker imam srce, težko meje postavim tudi jaz in težko kakšen mu rečem, kar mu je treba povedati, ker še vsakmu, še najhujšmu, res lahko rečem, kar sem preživela v življenju, ne bi tukaj, ampak res tistim, ki so bili najbolj temni, sem dala priložnost, da se dvignejo. Sem v njih probala najti neko iskro luči in jim odpustila. In v to verjamem. In tudi vas, ki ste z mano na oddaji, ki me poslušate, v vas verjamem. In zato vas vedno povabim, da se povežemo v srcu. Da naredimo tukaj en krog. Verjamem v dobre ljudi. Verjamem v krog ljudi, ki imajo srce, ki jim torej ni vseeno za svet, za človeštvo, za zemljo. In ki so pripravljeni narediti spremembe. In ki so se pripravljeni izboljšati. Ker mi imamo pač svoj karakter in nismo popolni. In če smo pripravljeni se spreminjati, to zame nekaj najlepšega, ko vodim Akademijo čiste zavesti, jaz velikokrat jokam, ko vidim iskreno željo v ljudeh, da se hoče spremeniti. In da jim je do tega, da tiste robove v svojem karakteru in grobe dele, da preobrazijo. Vidite, to je moja sreča. To je tisto, kar mi res srce poje, ko vidim, da je nekdo pri tem iskren. Ne da reče, ok, grem jaz tam na eno delavnico, pa ne rabim drugega. Jaz sem pač tukaj z namenom,
da ljudem pokažem pot. In to je pot čistosti in srca. Zato, ljubljeni, dobrodošli. Vabim vas tudi na branje duha, da vam bo malo več odgovorov se v vaši zavesti odprl, da boste malo bolj videli, da ste mogoče kakšne stvari že zelo vse občutili in da boste dobili ne potrditev, ampak dodaten uvid, da se boste hitrejš postavili, da boste stopili v svoj lasten steber in da boste odvisni od božanstva. Ne odvisni v resnici od božanstva, ampak od tega, kar je že vas, ker božanstvo je v vas. To ne pomeni, da ste od nekaj zunanjega odvisni, ampak tega, kar je tukaj že v vas. Ljubezen, svetloba, to vam je daje za vse, kar vi rabite v življenju, imate tukaj. Ste samooskrbni. To mislim. Od tega. To ne pomeni, da ste odvisni, ampak da to samo dojamete, da imate že vse v sebi. Tako da, dragi moji, dvignite se. Tako da zdaj bom naredila za vas še eno povezavo z mojstri. Tako da se povežemo skozi srce. Moji ljubljeni otroci, ljubim vas. Neskončno vas ljubim. Sem vaša mati Marija. Vaša mati. Vaših duhovnih esenc. Ljubljeni, čudoviti ste. Dovolite, da zaživite. Čeprav je v tem času tako naporno, verjemite v luč. Bodrim vas, čeprav vem, kako agresivno se lotevajo vseh, ki mislijo dobro. Uporabljajo stvari, ki so nevidne očem. Zato pazite, ljubljeni moji otroci, na vaše srce, da ga ne zameglijo. Odločite se vedno za ljubezen in odpuščanje, tudi ko je najtežje. Hkrati pa v srcu vedite, da imate Božjo pomoč in Božjo ljubezen. Ne bojte se. Ne dvomite. Tudi če se v tem trenutku počutite na tleh, dvignite se, dajem vam roko. Dajem vam roko, da vam je lažje, kajti ko ste na tleh, je včasih težko ostati sam. Tu sem za vas, moji ljubljeni otroci. Tu sem za vas, da se lahko zatečete pod moj plašč. Niste sami. Tu sem, da vas v svojem naročju lahko pomirim, potolažim in tudi, da se osvobodite svoje lastne bolečine. Pridite v moje naročje. Vabim vas. Sprostite se in zaupajte v nebeško prisotnost. Prisotnost božanstva tukaj in sedaj na zemlji. Hvala vsakemu posebej, ki se je odzval mojemu klicu. Mati Marija. Tako da, dragi moji, vsak dan se spomnite tega. Spomnite se, da ste v okrilju nebeškega kraljestva. In ne dvomite vase, ampak verjamete, da ste dobri. Že zdaj vas vabim na naslednjo oddajo, četrtek, in
Če čutite ta klic, da hočete torej do globine svoje priti, vam dajemo več možnosti v sklopu naše akademije čiste zavesti, tudi kar se tiče tega, da pridete do določenega znanja, da se z nami v tem širšem krogu, zdaj nas je že tudi veliko, vse povsod povežete, da greste čez kakšen malo bolj intenziven proces, kar veliko stvari vam lahko ponudimo. Tako da dobrodošli in se veselim naslednjega četrtka. Mirno nočko. Imam vas rada.